Pozdravljeni! Iz ljubljanskega studia 136, to so Vesti na vesti. Gradbena družba Vegrad, ki jo vodi pred kratkim priprta direktorica Hilda Tovšak, ob Celovški cesti v Ljubljani gradi tako imenovane Celovške dvore, v katerih bo 833 stanovanj, hotel, poslovni prostori in trgovski lokali. Gradbišče, kjer ga je čakala Hilda Tovšak, je obiskal ljubljanski župan Zoran Janković. Tam pa sta se znašla tudi Marko Pogorevci in Dušan Kumer. Gospod župan. Dan želim. Dan, hvala, da ste prišel. Jaz sem prišel kaj pomagati. Poslušajte, ampak porečite, da je to lepo. A je lepo? Pej, da naš dol padu, da mislim. Župan, 28. novembra smo polagali semenijo. Lepo pa gledajte, kje se je. Zdaj polagamo ploščice. Ja, jaz se zelo držim, da smo skrešali rok. Ja, gospod Pogorevc, povejte, kaj pa vas prinesel sem? Ja, povejte, to je novo tržišče, kaj veš, morda pa... Ne, pa vas, a se zanimate za nakup ali kako? A, ne vem še. Gospod Kumer, kaj pa vas prineslo tukaj do teh novih... Poslanc tlele, ne? Ja, to že razumem, ampak... Živijo. Ampak vas zanimajo stanovanja? Ne. Kaj pa potem? Pogoj, kako bojo Ljubljančani živeli. Ne. Pogoj, kje bojo Ljubljančani živeli. To je moj volilni okraj. In še Denisovo vprašanje za ljubljanskega župana. Gospod župana, se vam zdi Hilda Tovšak tajkunka? Jaz to besedo ne uporabljam. In še enkrat bom ponovil, ne tiskaj začutil uporabljati, ne razmislil te definicije, da je tajkun tisti, ki je obogatil s prodajo orožja na političnem položaju. To je pa na Janšo letela, ne? Zdaj pa imamo izjavo za anale. Super. Gremo naprej. Forum 21 je v dvorani hotela Mons organiziral pogovor z evropskim poslancem Poljakom Bronislavom Gerimekom. Na posvet so prišli številni člani Foruma 21 z Milanom Kučanom na čelu. V Monsu pa se je na presenečenje nekaterih prisotnih znašel tudi poslanski trojček Lipe. Vsi so bili optimistično razpoloženi, Barbara Žgajnar-Tavš pa nam je zaupala, zakaj. To je dober znak. Vas vleče že v levo? Nas vleče v pravo smer. Peter Jambrek, Antonije Rovšek, Miha Pogačnik in Matevž Tomšič so pisali predsedniku odbora za visoko šolstvo Rudolfu Mogetu. V pismu utemeljujejo, zakaj se ne bodo udeležili 22. seje prej omenjenega odbora. Motijo jih pritiski na svet za visoko šolstvo in njegovo nasprotovanje ustanovitvi zasebne univerze na Brdu. Pogačnik je prepričan, da je vzrok medijske gonje strah pred izgubo monopola v visokem šolstvu. Človek dobiva vtis, da je visoko šolstvo eno izmed tistih zadnjih področij, ko se nekdo ne želi sprijazniti s tem, da je tudi tukaj potrebna konkurenca, da je tudi tukaj konc monopolov nad vzgajanjem intelektualcev in da so pravzaprav slovenski študenti in njihovi starši tisti, ki se odločajo, kam bodo šli in kakšno znanje bodo pridobili, predvsem pa kdo jih bo učil in kdo bo s svojimi referencami za njimi stal. Član odbora za visoko šolstvo Pavel Gantar iz Zares je zavrnil očitke o pritiskih. Opozoril je, da je svet za visoko šolstvo v zadnjih 3 letih akreditiral 24 visokošolskih študijskih programov, od katerih jih je 18 v privatni domeni. Se moramo zavedati dejstva, da je Slovenija ima 2 milijona ljudi, da nismo opazili nekega povečanega uvoza profesorjev in akademikov z drugih predelov sveta, ker ni bila v tem času upravljena niti ena evalvacija. Tudi dejansko ne moramo niti trditi, niti govoriti, kakšni so, bi rekel, performance in uspehi in dosežki teh novoustanovljenih fakultet in univerz. O visokem šolstvu je spregovorila tudi poslanka SD, Breda Pečan, ki se sprašuje o morebitnih pojavih korupcije v visokem šolstvu, predvsem pri delovanju sveta za visoko šolstvo in njegovih komisij. Ali ne kaže na koruptivnost ravnanja članov te komisije, zaradi tega, ker gre za ljudi, ki so pač verificirali posamezne nove visokošolske programe in potrdili nastanek zasebnih visokih šol,
na ta način, da so kasneje potem tudi predavatelji na teh visokih šolah. Minister za okolje in prostor Janez Podobnik je še vedno minister, kljub temu, da je Računsko sodišče zahtevalo, da ga predsednik vlade razreši. O zapletu je končno spregovoril tudi Janez Podobnik. Računsko sodišče se je vrnilo na predsednika vlade in ne name kot ministra. O predlogu reševanja vprašanja meje med Hrvaško in Slovenijo, komentar dneva predsednik Društva za mednarodne odnose, gospod Jože Kunič. Vprašanje slovensko-hrvaške meje je zaradi medsebojnih težav, ki jih nerešeno stanje povzroča, treba v najkrajšem možnem času rešiti. Medsebojna pogajanja bi zaradi pregretosti na obeh straneh najbrž ne uspela. Torej lahko pridemo do rešitve le, če vstopi tretji. V primeru arbitraže ali sodišča se potem, ko storimo vse, kar je za postopek potrebno, v popolnosti predamo tretjemu. Utegnilo bi se zgoditi, da rešitev, ki bi bila zavezujoča, za Slovenijo ne bi bila optimalna. V primeru mediacije, po slovensko posredovanja, pa se političnemu in strokovnemu vplivu na rešitev ne odrečemo. Ne pustimo, da bi tretji razsodil, ampak zgolj posreduje med obema stranema, ki si v procesu mediacije stališča počasi približujeta in jih, v primeru uspešne mediacije, uskladita. Do oškodovanja slovenskih interesov v tem primeru ne more priti. Uspešen primer mediacije je bilo posredovanje med Argentino in Čilom, kjer je Sveti sedež uspešno mediiral. Tak postopek bi lahko uporabili v primeru reševanja našega mejnega vprašanja. Seveda pa lahko posreduje oziroma mediira kdorkoli, za katerega bi se strinjali obe strani in ki bi bil pripravljen to vlogo sprejeti. Trditve, da predlagam, da se razsojanje oziroma arbitriranje preda v roke Svetemu sedežu, so preprosto rezultat nerazumevanja predloga. Nasprotno, predlagam, da reševanja ne predamo povsem v roke tretjemu, ampak še naprej rešujemo mejno vprašanje tako, da imamo na potek iskanja rešitve vpliv in da je pač ne sprejmemo, če nam ni pogodu. Dobre rešitve žal ni in ob vsakem predlogu se najdejo kritiki, ki po predlogu planejo, a tako ne bomo prišli nikamor. Treba je imeti pogum, da se kaj predlaga. Kritiki pa najraje povedo, kaj je manj slaba rešitev. Društvo slovenskih pisateljev je izstopilo iz sklada Josipa Jurčiča, ki podeljuje eno od 2 novinarskih nagrad v Sloveniji. Letos jo je dobila nekdanja ekipa Maga. Za pojasnilo smo prosili predsednika Društva slovenskih pisateljev Slavka Pregla. Ni šlo za nikakršno politično ozadje. Ne, mi smo ocenjevali, da je pač vloga društva v tem času, bi rekel, dozorela, da je nameni, zaradi katerih je upravni odbor društva pisateljev pred 15 leti soustanovil to nagrado, da so bili doseženi in zdaj lahko, kot rečeno, vsak subjekt samostojno gleda na svet okrog sebe. Za konec me samo še to zanima, se mi zdi, da je Jurčičeva nagrada za novinarstvo letos romala v prave roke. Ne vem, jaz prešibko spremljam Mag, da bi lahko kaj suverenega rekel. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. V Celici sta koncertirala Martina in Žiga iz dueta La Vers. Videospot za skladbo Fižol, ki smo ga premierno predstavili na Vesti, je na internetu prava uspešnica. V slabem mesecu dni je imel video preko 40.000 ogledov. Ko bi pričakoval človek, da zdaj pa ne vem kaj, če 40.000 ogledov, ne, trenutno jih je, ne, toliko. Se bo še več, se raste, se je 2.000 ogledov na dan. Pa mislim človek, jaz se je kaj spremenila, ne ceni, večkrat grem na YouTube pogledati, edin to je, ne, to se je spremenilo. Bereva komentarje malo, pa se zabavamo. Se reživa malo. Seveda sta La Vers tudi sinoči postregla s fižolom. Fižol, fižol, nič mi ni žal. Fižol, fižol, da sem te izbral. Fižol, fižol, nič mi ni žal.
si ne vzel. Še vreme. Če pustimo fežol ob strani, saj zunaj za razliko od celice ni tako zadušljivo, danes je prav lep sonček in jaz grem na sladoled. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na vesti. Nasvidenje.